Več kot 2 meseca mineva od naravne katastrofe, ko je žled prizadel Slovenijo. Ponekod še vedno odpravljajo škodo, ki je kar za okoli 429 milijonov evrov. To je za več kot 800 milijonov zavojčkov žvečilnih. Ker je to zelo veliko denarja, je Slovenija za pomoč zaprosila tudi Evropsko unijo, ki ima poseben denarni sklad za take primere. Ali bomo denar iz evropskega proračuna dobili, bo znano do začetka naslednjega leta. Nas pa zanima, od kod Evropska unija dobi denar in zakaj vsega namenja. Podrobno pod lupo. Albert je eden izmed 500 milijonov državljanov Evropske unije. Vsak državljan Evropske unije v skupni proračun v povprečju prispeva 74 centov na dan. Vsako leto se tako v evropski blagajni nabere kar 135 milijard evrov. To je ogromno denarja in tudi Alberta seveda zanima, zakaj ga porabimo. O delitvi tega denarja odločajo države članice in Evropski parlament. Okoli 6% ga za svoje delovanje porabijo evropske ustanove. Preostalih 94% je namenjenih različnim programom Evropske unije. Denimo spodbujanju kmetijstva, znanstvenim raziskavam, izboljšanju zdravstvene oskrbe, pa tudi odpravi škode zaradi naravnih nesreč. V Albertovem kraju so z evropskimi sredstvi na primer obnovili cesto. Njegova hči Alenka v okviru šolskega programa Erasmus trenutno študira na Poljskem, prijatelj Vinko pa z denarno pomočjo Evropske unije obnavlja kmetijo. Torej, v evropski proračun, ki letno znaša 135 milijard evrov, prispevamo vsi državljani Evropske unije, denar pa se porabi za različne programe, namenjene izboljšanju našega življenja.